V trenutku, ko se bomo poslavljali od tega sveta, se izročimo Očetu. Tako je priporočil papež Frančišek med homilijo, ko je zjutraj daroval mašo v kapeli doma svete Marte. Naslonil se je na Jezusov govor pred trpljenjem, njegovo slovo pred vrnitvijo k Očetu, od koder nam je nato poslal Svetega Duha. In na Pavlovo slovo v Miletu, ko je pred odhodom v Jeruzalem tam jokal skupaj s starešinami, ki so prišle iz Efeza, da bi ga pozdravile. O tem pripoveduje današnja Božja beseda. Jezus se poslavlja, Pavel se poslavlja. To nam pomaga premisliti o naših slovesih, je dejal Sveti Oče. V našem življenju je veliko sloves, majhnih in velikih. V nekaterih od njih je mnogo trpljenja in solza. Papež je ob tem spomnil na žrtve preganjanja, na Rohinge v Mjanmaru in na kristjane ter Jazide v Iraku. Al momento di lasciare la sua terra per fuggire nella persecuzione. V trenutku, ko so zapustili svojo deželo, da bi izbežali pred preganjanjem, niso vedeli, kaj se bo zgodilo z njimi. Ko prispejo do kakega mesta, jim dajo jesti ter piti. Nato jim rečejo, pojdite proč. Danes se dogaja to veliko eksistencialno slovo. Obstajajo pa še druga slovesa, na primer slovo matere, ki pozdravi sina in ga še zadnjič objame, preden gre v vojsko. Nato se vsako jutro zbudi z bojaznijo, da se bo kdo prišel zahvaliti za sinovo velikodušnost, ker je dal življenje za domovino. Papež Frančišek je zatem dodal, da je tema slovesa prisotna tudi v umetnosti in glasbi. Spomnil je na pesem, v kateri se kapitan poslavlja od svojih vojakov. Poznamo pa tudi poslednje slovo. Z le-tem se bomo soočili vsi, ko nas bo Gospod poklical na drugo stran. To je veliko slovo življenja, ob katerem ne moremo reči, da se kasneje ali kmalu spet vidimo. Ne moremo reči nasvidenje. To je mogoče le takrat, ko nekdo ve, da se bo vrnil, takoj ali čez en teden. Oba svetopisemska odlomka govorita o besedi z Bogom. Z Bogom rečemo le ob velikih slovesih, bodisi življenjskih, bodisi poslednjem.